Žrtve v teh nerešenih primerih so se leta spraševale, ali bodo kdaj dočakale pravico. Toda v vsakem primeru so organi pregona še naprej preučevali namige in uporabljali najnovejšo tehnologijo, da bi končno razrešili zločine. Številka 20. 6 let po ropu draguljarne je policija razrešila nerešen primer s pomočjo dokazov iz 2 prejšnjih vlomov. Rop se je zgodil v draguljarni Thomas Jewelers v Sheppertonu 27. februarja 2010. Sredi noči je nekdo vlomil v trgovino v Viktoriji v Avstraliji skozi streho. Tat je uporabil vrv, da se je spustil v trgovino, nato pa je uporabil tudi za pobeg. Lastnik trgovine je tistega jutra prišel in ugotovil, da manjka za več kot $192,000 nakita. Ni bilo nobenih posnetkov varnostnih kamer in policija ni imela nobenih sledi. Primer je za nekaj časa zastal. Leta 2014 je prišel prvi velik preboj v primeru. Iz neznanih razlogov je policija povezala zločin z 2 drugima ropoma, ki sta se zgodila 5 let prej. Marca 2005 je Tat vlomil na delovišče v Sheppertonu. Približno $600 v gotovini in orodju je bilo ukradenih. Med ropom je Tat razbil avtomat in si postregal s pločevinko Coca-Cole. Potem, ko je popil pijačo, je pločevinko pustil za seboj in pobegnil z denarjem. Naslednji mesec je prišlo do novega vloma, tokrat v trgovino z orodjem. Tokrat se je Tat opraskal ob ograjo in za seboj pustil DNK dokaze. DNK v obeh primerih je potrdila, da sta povezana. Leta 2014 je policija povezala rop zlatarne, vendar pa ta povezava primera ni takoj razrešila. DNK se ni ujemala z ničemer v bazi podatkov. Policija je morala upati, da bo storilec ponovno udaril in ga bodo ujeli pri dejanju. Leta 2016 je policija izvedela, da se je to že zgodilo. Približno v istem času, ko so bile 3 zadeve povezane, je bil 30-letni Alex William Laycock obsojen na zaporno kazen zaradi oboroženega ropa banke. Kot del svoje kazni je oddal vzorec DNK. Vzelo je nekaj časa, da je bil vzorec oddan, vendar so ga policisti do leta 2016 povezali s 3 nerešenimi primeri. Do tega trenutka je Laycock bil izpuščen iz zapora in si je popolnoma spremenil življenje na bolje. Ropov se je lotil, da bi financiral svojo odvisnost od prepovedanih substanc, a mu je uspelo prenehati. Priznal je rope in prejel delno pogojno zaporno kazen. Številka 19. Napad, v katerem je leta 1985 življenje izgubil Paul Ekman, je ostal nerešen skoraj tako dolgo, kot je bil cvetličar živ. 35 let potem, ko so njegovo telo našli na osamljeni avtocesti, so dokazi DNK, najdeni na kraju zločina, končno razkrili, kdo je bil odgovoren. Paul je bil 35-letni cvetličar in imitator žensk, ki je v času zločina živel v Oklahoma Cityju. Po besedah prijatelja je bil homoseksualec in se je včasih srečeval z moškimi na počivališčih. Občasno je pobiral tudi štoparje. Zdelo se je, da je eno od teh naključnih srečanj pripeljalo do groznega konca, ko so Paulovo truplo odkrili 18. septembra 1985. Paul se je takrat peljal domov iz kluba v bližnjem Tulsi, vendar nikoli ni prišel domov. Namesto tega so njegovo truplo odvrgli blizu počivališča ob avtocesti. Imel je več ran, ki jih je povzročil rezilni predmet. Policisti, ki so takrat preiskovali zločin, so v bližini Paulovega trupla našli cigaretne ogorke. Njegov avto so prav tako našli v bližini, na kljuki vrat pa so odkrili latentni prstni odtis. Ker ni bilo osumljencev in dokazov ni bilo mogoče povezati z nikomer, je primer ostal nerešen. Skozi leta je Paulova družina vztrajno iskala odgovore. Njegov nerešen primer je bil eden od 52 predstavljenih na kompletu igralnih kart, ki so jih razdelili po zaporih, v upanju, da bi kateri od zapornikov prepoznal primer in ponudil odgovore. Izkazalo se je, da je imel zapornik informacije, ki bi lahko rešile primer, vendar jih ni razkril prostovoljno. Leta 2020 so detektivi, ki so ponovno preučevali nerešen primer, pregledali CODIS, kombinirani DNK indeksni sistem FBI-ja, in odkrili ujemanje. 4 leta prej, leta 2016, je bil moški po imenu Earl Wesley Wilson obsojen na 5 let zapora zaradi ločenega kaznivega dejanja. Moral je oddati svoj DNK in prstne odtise. Oba bi se ujemala z dokazi, najdenimi na kraju zločina. Ko so ga zaslišali, je Wilson trdil, da še nikoli ni srečal Paula in ni imel razlage, zakaj so bili njegovi prstni odtisi na vratih Paulovega avtomobila. A reznica je sčasoma prišla na dan. Wilsonova bivša žena je preiskovalcem povedala, da ga je na dan zločina pobrala na bencinski črpalki. Prej je poklical iz McDonald'sa blizu počivališča in rekel, da ga mora priti iskat.
Ko je prispela, Wilsona ni bilo več tam, kasneje pa je poklical z bencinske črpalke. Rekel je, da ga je nekdo peljal, vendar je voznik naredil nekaj, kar Wilsonu ni bilo všeč, zato ga je Wilson napadel. Priznal je, da ne ve, ali je moški še živ. Wilson je na koncu priznal, da je ubil Paula in bil obsojen na 20 let zapora. Številka 18. Ob 13:30 3. marca 2003 je poročnik Jeff Green poskušal opraviti, kar je mislil, da je rutinska prometna ustavitev v Wataugi v Teksasu. Kriminalec je bil v resnici ropar banke, ki je poskušal pobegniti po uspešnem ropu, in ta ustavitev je policista skoraj stala življenja. Približno 15 minut, preden je poročnik Green srečal kriminalca, je ta moški ropal bližnjo banko Bank One. Osumljenec je vstopil s slamnatim kavbojskim klobukom in lažnimi brki. Blagajničarki je rekel, da je oborožen in zahteval denar. Blagajničarka mu je izročila neznano količino denarja, zločinec pa je odšel, ne da bi uporabil orožje, ki ga je prinesel s seboj. S kraja zločina je pobegnil z rdečim jeepom Wranglerjem. Ob 13:35 je poročnik Green opazil jeep, ki je vozil prehitro in nevarno zavil pred njim. Svojim motorjem se je zapodil za avtom in poskušal moškega ustaviti ob cesti. Namesto tega je jeep zapeljal s ceste, naredil polkrožni obrat in se zapeljal proti policistu. Zločinec je začel streljati na poročnika Greena in ga zadel v gleženj. Policist je vrnil ogenj, vendar je očitno zadel le jeep. Poročnik Green si je popolnoma opomogel, vendar je zločincu uspelo pobegniti. Policija je skušala identificirati osumljenca in kmalu odkrila, da je bil odgovoren tudi za več drugih bančnih ropov. Običajno je nosil umetno obrazno poraščenost in včasih slušalko, čeprav se ni zdelo, da bi bila povezana s kom drugim. Na nekaterih prizoriščih zločina je storilec pustil DNK dokaze, vendar ti niso privedli do ujemanja. Objavljenih je bilo več pozivov za informacije, prav tako je bila objavljena slika iz varnostne kamere enega od ropov. Policija je prejela več namigov, vendar nobeden ni pripeljal do razrešitve zdaj že dolgo nerešenega primera. Končno so se leta 2021 policisti obrnili na genetsko genealogijo, bi poskušali razvozlati zločin. S pomočjo tega orodja so uspeli kot osumljenca identificirati Marka Allena Longa. Long je takrat živel v Oklahomi, zato so se policisti odpravili v to zvezno državo, da bi poskušali potrditi, ali se njegova DNK ujema. Potem, ko so opazovali Longa, kako je jedel v restavraciji, so policisti vzeli predmete, ki jih je odvrgel, in opravili teste. Potrdili so, da se Longova DNK ujema. Tudi poročnik Green je Longa prepoznal na prepoznavi osumljencev. Preden so lahko aretirali Longa, je aprila leta 2022 umrl, vendar je bil nerešen primer končno rešen. Številka 17. Liso Holstead so nazadnje videli živo v zgodnjih jutranjih urah 12. augusta 1986. Z njenim fantom Johnom Saram sta se peljala domov z družinskega srečanja, ko sta se sprla in Lisa je izstopila iz avtomobila. Ure kasneje so našli njeno truplo. Menilo je še 36 let, preden je bil primer rešen. John in Lisa sta takrat živela skupaj na območju Green Bay v Wisconsinu. Lisa je bila mati 5-letnemu sinu Jeremiju, ki je tisto noč ostal pri družini. Tako se mladi par ni mudil domov. Bilo je okoli 2:30 zjutraj, ko je Lisa med prepirjem izstopila iz Johnovega avtomobila. Biva sta približno miljo stran od njunega stanovanja, a Lisa je rekla, da bo šla peš. Lisa nikoli ni prišla domov in ko je bila še vedno pogrešana naslednje jutro, je John poklical Lisino mamo, nato pa prijavil, da je njegovo dekle pogrešano. Le nekaj ur kasneje so gradbeni delavci opazili Lisino truplo v močvirnatem območju, kjer je danes naravni park Keene Canyon. V bližini njenega trupla so bila sledi pneumatik, kasneje pa so ugotovili, da je bila pri njenem umoru uporabljena njena lastna bluza. John je bil sprva osumljenec v preiskavi. Način, kako sta se razšla, se je zdel sumljiv. John je ves čas zanikal kakršnokoli vpletenost v primer in nikoli ni bilo nobenih dokazov, ki bi kazali, da je vzel življenje. Kljub temu je ostal oseba, ki je zanimala preiskovalce. Na Lisinjem telesu so odkrili DNK, vendar takrat z njo niso mogli veliko storiti. Primer Lis je kmalu zašel v slepo ulico. V letih po Lisini smrti so v primeru poročali v oddajah, kot je Crime Stoppers, in policiji so sporočili nove namige, vendar nobeden od njih ni pripeljal do rešitve. Skozi leta je policija v Green Bayu še naprej preučevala primer, odločena, da doseže pravico za Liso. Ljudje so bili ponovno zaslišani in dokazi ponovno pregledani, vendar se je tehnologija, ki je policiji omogočila, da je ta primer končno zaprla, pojavila šele leta 2018.
DNK, najdena na prizorišču zločina, je bila poslana na genetsko-genealoško testiranje. Ustvarjen je bil profil osumljenca in izrisalo se je družinsko drevo. Kot možni osumljenec se je pojavil moški z imenom Lou Griffin. Griffin se je preselil na območje Green Bay mesec dni preden je Liza umrla in je delal kot voznik tovornjaka. Imel je tudi zgodovino nasilja, še posebej do žensk. Detektivi so zasledovali Griffina in pobrali pločevinko piva ter ogorek cigarete, ki jo je odvrgel. DNK iz obeh se je ujemala s tisto, ki so jo našli na kraju zločina. Ko so ga prvič zaslišali, je Griffin trdil, da Lise sploh ne pozna. Ko so ga soočili z DNK dokazi, je priznal, da se je morda srečal z njo tisto noč, ko je umrla, vendar je tisto noč pil in uporabljal prepovedane substance. Griffin je bil aretiran in je šel na sojenje, vendar je januarja 2023 priznal krivdo za odvzem Lisinega življenja zaradi brezobzirnega ravnanja. Številka 16. Ko je bil 49-letni Ray Joe Clark februarja 1981 umorjen, je bil to pomemben primer za šerifov urad okrožja Washington. To je bilo zato, ker je bil Joe eden izmed njihovih, poročnik, ki je za policijo delal 14 let. Leta 2016 je bil moški, odgovoren za ta nerešen primer, končno obsojen. Joe je bil policist, ki se je držal pravil in je bil skoraj vsem na šerifovem uradu zelo všeč. V času zločina je vodil akcijo proti tolpam, ki so v območju Mariette v Ohaju prodajale prepovedane snovi. 7. februarja 1981 je opravil intervju z lokalnimi mediji o prizadevanjih za čiščenje območja, nato pa je dan preživel v sproščanju s svojo ženo Patricijo. Istega večera sta si ženo ogledovala košarkarsko tekmo, ko je Joe stal, da bi šel po prigrizke. Ko je šel v kuhinjo, je krogla priletela skozi zadnje okno in zadela Joeja. Umrl je zaradi rane. Policija je takoj začela iskanje odgovornega zločinca. Verjelo se je, da je Joejevo delo pri zatiranju kriminala, povezanega s prepovedanimi substancami, iz njega naredilo tarčo. Poleg tega je bil tisto noč odstranjen tudi nizkorangirani preprodajalec. Policija je zaslišala člane skupnosti, ki so bili vpleteni v tovrstni kriminal. Uspeli so najti osebo odgovorno za odstranitev preprodajalca, vendar nihče ni vedel ničesar o Joeju. Večina sploh ni vedela, kdo je bil. Dokazi, najdeni na prizorišču zločina, so vključevali tulce nabojev in odtise škornjev na Joejevem dvorišču. Priče so prav tako poročale, da so v bližini Joejeve hiše videla sumljiv avto. Bil je moder Ford Pinto, ki so ga videli, kako stoji prižgan pred hišo. Vendar pa nihče ni dobro videl voznika. Kljub intenzivnim prizadevanjem policistov je primer obstal na mrtvi točki. Leta 2012 je šerifov urad ustanovil enoto za nerazrešene primere in primer Joeta so ponovno preučili. Ugotovili so lahko vrsto orožja, ki je bilo uporabljeno pri zločinu, in sicer tip, ki je bil standardna oprema za policiste in vojaško osebje. Na to je prišla pomembna informacija, ki je končno pomagala razrešiti primer. Nekaj let pred zločinom je Joe vodil preiskavo proti enemu od svojih sodelavcev, namestniku Mitchellu Rubleju, ki je napadel osumljenca za vlon, da bi iz njega izsilil priznanje. Ruble je bil odpuščen iz policije in je bil še posebej zagrenjen do Joea. Ruble je imel alibi za noč pretresljivega zločina. Bil je s prijateljem Bobom Smithbergerjem. Smithberger je sprva potrdil alibi, vendar je po pridobitvi imunitete priznal, da je Rubleta odpeljal do Jožetove hiše in čakal zunaj, medtem ko je Ruble ubil Joeja. Orožje, uporabljeno v napadu, je bilo prav tako najdeno. Ruble še vedno ni priznal krivde, vendar je bil po 2 sojenjih spoznan za krivega in je preostanek življenja preživel za zapahi. Številka 15. 22. januarja 1991 so ob vznožju hriba v mestu Thermal v Kaliforniji ležali delno odkriti človeški ostanki. Ostro puščavsko podnebje je močno otežilo identifikacijo ostankov, pogrešana oseba pa pri sebi ni imela nobenih identifikacijskih dokumentov. Kljub najboljšim prizadevanjem preiskovalcev šerifovega urada okrožja Riverside so lahko ugotovili le, da gre za truplo ženske in od tam naprej je nenavadna skrivnost zamrla. Približno v istem času so se sorodniki Catherine Coffey začeli bati za svojo pogrešano bližnjo. Katarina je bila doma iz Baldwin Parka v Kaliforniji in je diplomirala na Scripps College v Claremontu, majhnem humanističnem koledžu zahodno od Los Angelesa. Katarino so nazadnje videli v Indiju nekje konec leta 1989 ali v začetku leta 1990. In čeprav je bila samostojna, njeno skrivnostno izginotje ni bilo značilno zanjo.
Vendar pa še leta niso izvedeli za nepričakovani konec Katerine. V začetku leta 2022 je tožilstvo okrožja Riverside sodelovalo z Othermom, laboratorijem za genetsko testiranje, da bi pridobili več informacij o nerešenem primeru v dolini Coachella v zvezi z neidentificirano Jane Doe. S pomočjo baze podatkov DNK je ekipa za nerešene primere v Riversideu uspela najti možno ujemanje, sestro Catherine Coffey. Po nadaljnjem testiranju so končno lahko potrdili, da je bila Catherine Coffey dejansko pogrešana Jane Doe. Čeprav je skrivnost Jane Doe iz doline Coachella razrešena, pa skrivnost, kaj se je zgodilo s Catherine Coffey, ostaja nerazrešena. Preiskovalci verjamejo, da je v njenem primeru morda šlo za kaznivo dejanje. Vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije o Katerini ali je morda opazil kaj sumljivega v Thermal, Kalifornija, konec januarja 1991, naj pokliče regionalno ekipo za nerazrešene umore okrožja Riverside na številko 951 955 2777. Številka 14. Od leta 2016 so bili prebivalci majhnega mesta v zahodnji Avstraliji, imenovanega Tom Price, nič hudega sluteči udeleženci srhljive skrivnosti. V obdobju 2,5 let so policija in majhna skupnost prejeli 16 strašljivih, a resničnih zgodb o zločincu, ki je kukal skozi okna ali na dvorišča ljudi, da bi za njimi vohunil v njihovih domovih. Ženske so poročale, da je vsiljivec prihajal, ko njihovih partnerjev ni bilo doma. Zdi se, da so bile samske ženske še posebej tarča ponavljajočih se incidentov. Moški je nekako vedno vedel, kdaj so bile doma same. Več stanovalcev je govorilo o namestitvi dragega videonadzora in varnostnih kamer. Več let so se incidenti nadaljevali in so bili na koncu označeni kot nerešen primer zaradi pomanjkanja dokazov za prijetje storilca. Končno je poleti 2018 ena od žensk, ki jih je ciljal, jasno prepoznala tega posameznika. Ta opažanja, skupaj s pričevanji prejšnjih tarč, so bila dovolj dokazov, da je policija začela sumiti nekdanjega prebivalca tega območja, Damona Brucea Gillespieja. V poročilih o resničnih zločinih je 47-letnik znal ugotoviti urnike žensk in jih izbiral za tarče, ko so bile same. Celotno mesto je sodelovalo, da bi zagotovili, da je bila strašljiva skrivnost razrešena. Za svoje kaznive dejanja je Damon prejel pogojno kazen z enoletnim intenzivnim nadzorom in svetovanjem. Številka 13. Novembra 2021 so zvezni agenti vdrli v stanovanje v Brooklynu, da bi aretirali Quashana Burtona. Vendar osumljenca ni bilo nikjer in skoraj eno leto je uspešno izmikal preiskovalcem. Obtožen je, da je ukradel skoraj $150,000 izjemno omejenih sredstev za pomoč v času pandemije, namenjenih tistim, ki so se soočali s težavami zaradi zaprtja. Quashon naj bi po poročilih ukradel identitete vsaj 4 ljudi, da bi si na goljufljiv način pridobil denar, ki ga je nato uporabil za razkošno življenje kot ubežnik na begu pred zakonom. Poštni preiskovalec je bil z družino na obisku v Animal Kingdomu, ko je opazil pobedlega kriminalca na prostosti. Moškega je bilo lahko prepoznati zaradi nenavadne tetovaže na vratu. Moški je poklical urad šerifa okrožja Orange na Floridi in jih obvestil, da je v parku zvezni ubežnik. Približno 1 uro kasneje so Quashona prijeli organi pregona, ko je čakal na avtobusni postaji skupaj z 2 članoma svoje družine. Obtožen je, da je v zadnjem letu uporabljal ukradene identitete in naj bi domnevno zavrnil priznanje, kdo je, tudi potem, ko je primerjava prstnih odtisov potrdila njegovo identiteto. Obtožen je bil upiranja aretacij in je bil oktobra 2022 končno predan v zvezni pripor, kjer še vedno čaka na sojenje. Številka 12. 22. januarja 1980 je bila Evelyn Marie Fisher Bamforth sama doma in si jo pomogla po nedavni poškodbi kolena. Evelyn, 32 let, je živela v mobilni hiši v Miramarju na Floridi s svojim možem Johnom. Njeno življenje se je prezgodaj končalo, ko je vlomilec vstopil skozi njeno okno in pobegnil po isti poti. Identiteta napadalca bi ostala strašljiva, nerazrešena skrivnost desetletja. Do danes ostaja najstarejši nerešeni primer, ki so ga rešili detektivi iz Miramarja. V nepričakovanem razpletu, ki je bil javno objavljen decembra 2020, 2 skoraj 43 let kasneje, so napadalca Evelyn identificirali kot soseda, ki je živel le 12 hiš stran, z imenom Ronald E. Richards.
V času napada je bil Ronald na prostosti po plačilu varščine, potem ko je leta 1975 poskušal napasti svoje dekle. Kot osumljenca v skrivnostnem nerešenem primeru so ga identificirali le nekaj mesecev po zločinu, vendar nikoli ni bilo dovolj dokazov, da bi dokončno dokazali njegovo vpletenost. Vendar pa so preiskovalci leta 2022, zahvaljujoč velikemu napredku v forenzični analizi DNK, končno uspeli dokazati Ronaldovo krivdo in razrešiti skrivnost. Kmalu po Evelinini smrti je Ronald izvedel še en napad v bližnjem okrožju Volusia na Floridi. Trenutno je zaprt. Policija verjame, da obstaja še več zgodb o njegovih zločinih in še naprej išče nove dokaze. Številka 11. Ko je bila Kara Robinson stara 15 let, je zalivala rastline na dvorišču hiše svoje prijateljice, ko se je znašla pred cevjo pištole in bila prisiljena vstopiti v avto nekega moškega. Naslednjih 18 ur, medtem ko so njeni bližnji doživljali grozljivo skrivnost njene odsotnosti, jo je zadrževal nekdo, ki je bil več kot le strašljiva oseba. Bil je serijski morilec. 24. junija 2002 je Kara obiskala hišo svoje najboljše prijateljice Heather. Medtem ko je stala na prednjem dvorišču, se je na dovoz pripeljal moški v temno-zelenem Pontiacu Trans Am. Oseba Richard Ivanec je bil moški srednjih let, ki je v rokah nosil mapo. Kara ga je opisala kot neopaznega in ko je pristopil k njej, je sploh ni skrbelo. Povedal je, da po soseski raznaša revije in je vprašal, ali so njeni starši doma. Ko mu je povedala, da to ni njena hiša in da tudi Heatherini starši niso doma, je takrat Richard udaril. Stopil je naprej, kot da bi hotel Heather izročiti revije, a namesto tega je potegnil svoje orožje in ji ukazal, naj se spravi v plastično škatlo za shranjevanje na zadnjem sedežu njegovega avtomobila. Čez nekaj časa je Richard ustavil avto, Karo vklenil v lisice in ji pokril usta. Nato jo je pripeljal v svoje stanovanje, ki je bilo polno dokazov s kraja zločina. V nenavadni, a resnični strašljivi zgodbi je bila Kara odločena pobegniti, sposobna izvedeti Richardovo ime tako, da je prebrala njegovo pošto. Hitro se je znašla in si zapomnila tudi njegov videz ter imeni njegovega zdravnika in zobozdravnika, ki sta bila napisana na magnetkih na hladilniku. Kara se je odločila, da mora pridobiti Richardovo zaupanje, da bi ga lahko manipulirala in si tako ustvarila priložnost za pobeg. Tudi medtem, ko jo je napadal več ur, je govorila svojim ugrabiteljem in izvedela čim več osebnih podatkov o njem, da bi lahko policiji podrobno povedala vse resnične zgodbe. Ko se je Richard utrudil, je priklenil Karo na posteljni okvir poleg sebe. V zgodnjih jutranjih urah, medtem ko je spal, je Kara pogumno pobegnila, tiho odvila lisice in odprla vrata, nato pa čim hitreje pobegnila iz stavbe. Kara je stekla do avtomobila na parkirišču in moškim v njem povedala, da je bila ugrabljena. Hitro so jo odpeljali na policijsko postajo, kjer jim je povedala vse informacije, ki jih je izvedela o zlobnem serijskem morilcu, Richardu. Ko so preiskovalci vdrli v njegovo stanovanje, je serijski morilec že pobegnil pravici in je bil še vedno na prostosti. V zaklenjenem kovčku je Richard hranil izrezke iz časopisov o mladih ženskah, ki so v zadnjih 5 letih doživele nepričakovane konce, kot tudi ročno napisane zapiske o 3 dekletih, Sophie G. Silva, Katie Lisk in Kristen Lisk. Richard je hitro postal glavni osumljenec v teh nerešenih primerih. Preiskovalci so ga uspeli izslediti v Sarasota na Floridi, kjer se je nameraval srečati s svojo sestro. Po hitrem zasledovanju na avtocesti so Richarda policisti obkolili, on pa si je raje vzel življenje, kot da bi se soočil s pravico, ki si jo je zaslužil. Vendar pa Kara s svojim pogumnim pobegom in hitrim razmišljanjem ni rešila le sebe, temveč je prinesla tudi olajšanje družinam Sofije, Kitty in Kristine, ter tako učinkovito razrešila 3 nerešene primere. Danes je Kara predavateljica in preiskovalka pri organih pregona. Po navedbah na njeni osebni spletni strani verjame, da je preživela in nosi to temno zgodovino, zato da širi upanje in spodbudo drugim preživelim, ter jim pokaže, da v svojih resničnih grozljivih zgodbah niso sami. Številka 10. Rođena in vzgojena v nekonvencionalnem in disfunkcionalnem družinskem sistemu, je Catherine Knight bila izpostavljena nasilnemu alkoholiku očetu in materi, ki se ni hotela postaviti po robu njemu in drugim moškim članom družine. Namesto tega je Barbara Rowan svojim hčerkam naročila, naj to preprosto prenašajo in nehajo jamrati. Takšna vzgoja bi nedvomno imela psihološki vpliv na vse otroke, pri čemer je bila Knightova med najbolj prizadetimi.
Ko je bila v srednji šoli, so jo označili za samotarko in nasilnico, ki se je izživljala nad manjšimi učenci. V nekem trenutku je celo napadla fanta na šoli z orožjem. Kadar ni bila v stanju besa, je bila Knightova vzorna učenka in je prejemala nagrade za dobro vedenje. Toda nobeno šolanje ni mogla izbrisati nakopičenega nasilja iz njenega uma, nasilja, ki jo je spremljalo tudi v odraslost. Kot odrasla se je Knightova preselila v Aberdeen v Novi Južni Wales, kjer je bila znana kot spretna mesarka. Večino časa je ohranjala ta sloves, vendar je bila znana tudi po svojem izjemno eksplozivnem temperamentu. Ta bes je prišel do izraza v njenem prvem zakonu, ko je po prepiru svojemu možu zlomila lobanjo s ponevjo. Uporabila je tudi škarje proti drugemu partnerju. Vsa opozorilna znamenja so bila tam, vendar jih partnerji, s katerimi se je kasneje zapletla, niso upoštevali. Leta 1995 sta se John Price in Catherine Knight preselila skupaj. Price pa je že imel 3 otroke, ki so se na njegovo novo dekle takoj navezali. 3 leta po začetku njune zveze sta se sprla zaradi Priceovega zavračanja poroke s Knightovo. Zato je ona iz maščevanja posnela domnevno ukradene predmete, ki naj bi jih njen partner vzel iz službe, in posnetek poslala njegovemu šefu. Po 17 letih dela tam je bil odpuščen. Isti dan je svoje dekle vrgel iz hiše, a sta nekaj mesecev kasneje obnovila zvezo. Prepiranje pa se ni ustavilo, zaradi česar so se številni Priceovi prijatelji od njega oddaljili. Sosedje in sodelavci take drame niso opazili, prav tako je nihče ni pričakoval. Vendar je Knightova bila nasilna in je celo napadla svojega partnerja z ostrim predmetom, kar je privedlo do prepovedi približevanja. Kljub vsemu temu sta se ponovno pobotala. Do leta 2000 je Price začel novo službo, marca pa se je vse skupaj končalo v zadnjem dramatičnem dejanju. 29. februarja tistega leta je Price sodelavcem povedal, da naj pokličejo policijo, če ga naslednji dan ne bo v službo. Ob 6. uri zjutraj 1. marca so se sosedje zaskrbeli, ko so videli, da je Priceov avto še vedno parkiran na dovozu, in ko se ni pojavil v službi, so ga sodelavci šli iskat. Tako sodelavci kot sosedje so poskušali pritegniti pozornost lastnika hiše, a jih je vhodna vrata z rdečimi madeži prisilila, da so poklicali policijo. Ko so policisti prispeli do hiše, so razbili vrata, ne da bi vedeli, kakšen grozljiv prizor jih čaka notri. V notranjosti je bila Knightova v komi, ki si jo je povzročila sama, saj je vzela veliko količino uspavalnih tablet, medtem ko je Priceova kri pobarvala hišo v nov odtenek škrlatne. Nadaljnja preiskava je končno razkrila, od kod je ta tekočina prišla. Na nedavno nameščeni kljuki za meso je visela človeška koža. Priceov razgarjeni trup so našli v dnevni sobi, brez glave. Preiskovalci, ki jih je prizor pretresel, so začeli iskati manjkajoče dele telesa. V kuhinji so našli lepo pogrnjeno mizo s pladnji pečenega krompirja, korenja, rdeče pese, zelja, bučk, omake in porcijami mesa, ki ni bilo živalskega izvora. Na štedilniku je stal lonec, ki je bil še vedno topel na otip. Pokrov so dvignili s pomislekom, a ko so bili policisti dovolj pogumni, da so pokukali van, so našli zadnji manjkajoči del, ki je strmel vanje. Prav takrat so Knightovo vklenili, jo posedili v zadnji del policijskega avtomobila in jo odpeljali v njeno zaporniško celico, kjer je čakala na datum sojenja. Leta 2001 je na sojenju Knightova priznala krivdo za umor, kazen, ki je sledila, pa je postala del avstralske zgodovine. Catherine Knight je bila prva ženska v Avstraliji, ki je prejela dosmrtno kazen brez možnosti pogojnega izpusta. Nikoli več ne bo videla dnevne svetlobe. Številka 9. Bilo je jutro 12. aprila 2020, ko je popoln kaos ohromil New York. Od 8:24 zjutraj tistega dne je 29 ur potekalo iskanje po celem mestu. Oblasti so iskale moškega, ki je sredi belega dne izvedel drzno kaznivo dejanje. Moški, ki so ga iskali, je bil Afroameričan, močnejše postave, z obrito glavo in temnimi podočnjaki pod očmi. 13. aprila ob 13. uri. Policija je končno prejela dolgo pričakovano informacijo, ki bi zagotovila prijetje kriminalca in uveljavila pravico. Namig je prišel iz McDonald'sa v East Villageu, klical pa ni nihče drug kot osumljenec sam, 62-letni Frank Robert James. Kmalu potem, ko je obvestil organe pregona o svoji lokaciji, se je James počasi oddaljil. Naslednji dan ob 43 so patrulni policisti NYPD našli osumljenca na vogalu St. Mark's Place in First Avenue. Bil je vklenjen v lisice in odpeljan v pripor.
Kar je James storil tistega usodnega dne, je naravnost zaskrbljujoče. To je poudarilo izjemen pomen potrebe po nadzoru nad strelnim orožjem. To je tudi travmatiziralo redne potnike, od katerih jih je veliko kasneje iskalo alternativne poti na delo. Bilo je med jutranjo konico, ko je James, oblečen v delavsko obleko, vstopil na vlak podzemne železnice, ki je peljal proti Manhattnu. V podzemni vagon se je stisnilo tudi več 10 rednih potnikov, ki niso vedeli, kakšna groza jih čaka. Napadalec je potegnil pištolo Glock 17 in potisnil potnike na nasprotno stran vagona. Nato je izvlekel dimne bombe in jih aktiviral, s čimer je vsem zakril vid. Potniki so se stisnili skupaj v enem delu in mu omogočili jasen strelni kot, in s polavtomatskim orožjem z razširjenim nabojnikom je James pritisnil na sprožilec. Orožje je lahko sprožilo hitro zaporedje 32 pokov, ki so odmevali skozi vagon, ko je vlak pripeljal na postajo Sunset Park v Brooklynu. Zaradi ran, poškodb v množici in vdihavanja dima je bilo v bolnišnico sprejetih 200 ljudi. Čudežno nihče ni podlegel poškodba. Preiskava je razkrila, da je bilo dejanje, ne glede na to, kaj James morda pravi, vnaprej načrtovano. Napadalec je trdil, da ni nameraval nikogar poškodovati in da je doživljal shizofreno epizodo. Čeprav mu je bila takšna diagnoza že postavljena, Jamesovo predhodno vedenje in dejanja po dogodku nakazujejo, da je bilo to namerno. Na koncu je James priznal krivdo za 11 točk obtožnice, eno za vsako od 10 žrtev strelnega orožja in eno za streljanje s strelnim orožjem pri nasilnem kaznivem dejanju. Nato je bil obsojen na dosmrtni zapor. Številka 8. Joaquin Guzman, El Chapo, je bil nekoč eden najmočnejših kriminalcev na svetu. Bil je vodja kartela Sinaloa, najmočnejše kriminalne organizacije v Mehiki ob koncu 20. stoletja. Guzman se je rodil in odraščal v revnem in odročnem delu Sinaloe, rojstnem kraju številnih zloglasnih preprodajalcev. Njegova kriminalna kariera se je začela v kartelu Guadalajara, ki ga je takrat vodil Miguel Gallardo. Ni trajalo dolgo, da se je Guzman povzpel po lestvici, in ko se je kartel v 80. letih razpustil, je postal vodja kriminalne organizacije Sinaloa. Pod Guzmanovim vodstvom je ta kartel razvil izjemno ustvarjalne tehnike tihotapljenja in skrajne ukrepe. Eden takšnih ukrepov je bila izgradnja klimatiziranih predorov, ki potekajo pod mejo med Mehiko in ZDA. Uspelo jim je pretihotapiti vse vrste mamil po Ameriki, tako da so jih skrivali v pločevinkah čilija in gasilnih aparatih. Mamile so lahko s temi metodami izstrelili v Združene države, kar je omogočilo razvoj krize zaradi prepovedanih substanc. El Chapo je bil tako močan, da je postal vodja svojega imperija, medtem ko je bil zaprt. Leta 1993 so ga aretirali in izročili Mehiki, kjer so mu sodili in ga oprostili obtožb umora, vendar so ga spoznali za krivega trgovine z mamili in posedovanja strelnega orožja, zaradi česar je bil obsojen na 20 let zapora v strogo varovanem zaporu. Korupcija je Guzmanu omogočila, da je v zameno za podkupnine dobil številne svoboščine, pri čemer so mu pazniki z veseljem ustredli. Iz betonske kletke, ki ga je omejevala, je El Chapo varil svoje imperij. Leta 1995 pa je bil imenovan za vodjo kartela Sinaloa. Leta 2001 je po 8 letih prestajanja kazni s pomočjo paznikov pobegnil iz zapora. Do začetka 21. stoletja so verjeli, da je Guzman odgovoren za mamila, ki so jih tihotapili iz Kolumbije in Mehike v Združene države. Po preiskovanih poročilih je bil tudi največji tihotapec teh prepovedanih substanc. Nekatere preiskave so nakazovale, da je imel vodja kartela ocenjene letne prihodke v višini $3 milijard. Guzman je postal tako slaven, da se je njegov status povzpel na raven folklore. Bil je poveličevan in so ga imeli za junaka, vendar vlada Združenih držav ga ni videla tako. Zanj je bil javni sovražnik, ki ga je bilo treba prijeti. Leta je uspešno uhajal aretaciji, čeprav je bil razglašen za prednostno tarčo. In tudi zajetno nagrado v višini $5 milijonov za informacije, ki bi vodile do njegove aretacije, je skupnost ostala tiho in kartelu omogočila, da je nadaljeval svojimi dejanji, dokler ni bil februarja 2014 ponovno prijet. Skrival se je in bil izsleden po večtedenski operaciji DEA in mehiških marincev. Tokrat so ga namestili v zapor Altiplano, še eno visoko varovano ustanovo. Toda v noči na 11. juli 2015 mu je uspelo ponovno pobegniti.
Tokrat mu ni bilo treba podkupiti stražarjev, ampak je pobegnil skozi jašek pod prho v svoji celici. Jašek je vodil v miljo dolg tunel, ki se je končal na gradbišču. 6 mesecev je ponovno potekalo iskanje El Chapa. In januarja 2016 so ga končno prijeli med izmenjavo strelov in ga izročili Združenim državam Amerike, kjer so ga obtožili različnih zločinov. Obsodili so ga za tihotapljenje, pranje denarja in zaroto za umor. Njegovo sojenje se je začelo leta 2018, leta 2019 pa so ga spoznali za krivega in obsodili na dosmrtni zapor, iz katerega mu nikoli več ne bo uspelo pobegniti. Številka 7. Leta 2020 je bil 54-letni policijski narednik metropolitanske policije Matt Radena, ki se je bližal upokojitvi, smrtno ranjen. 25. septembra je bil 23-letni Luis de Souza ustavljen zaradi posedovanja konoplje. Policisti so spregledali skrit starinski Coltov revolver in strelivo, ki jo je imel pri sebi. Ker priporni enoti na Windmill Road v Croydonu niso imeli detektorjev kovin, je de Souza prinesel orožje noter. Med drugim preiskovanjem, medtem ko je bil klenjen z rokami za hrbtom, je de Souza izvlekel revolver in ustrelil, pri čemer je Ratano zadel srce in eno pljučno krilo. Drugi strel je Ratano zadel v nogo. Četrti strel je de Souza zadel v vrat in povzročil poškodbo možganov. Oba so hospitalizirali, vendar je Ratana umrl, kar je pomenilo prvi primer, da je bil britanski policist smrtno ustreljen po letu 2012. Preiskave so razkrile, da je imel de Souza pod pazduho skrit tok za pištolo, ki so jo aretirajoči policisti spregledali. Policija verjame, da je v policijskem kombiju spravil revolver v roke. Arečrira novembra 2020 je bil de Souza obtožen umora naslednjega junija. Aprila 2020 je izjavil, da ni kriv, saj naj bi imel Aspergerjev sindrom in je imel izbruh. Po sojenju na kronskem sodišču v Northamptonu je bil de Souza spoznan za krivega in obsojen na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta, ki je rezerviran za najhujša kazniva dejanja zaradi stopnje načrtovanja in premišljenosti, ki sta bila ugotovljena. Kasneje se je pritožil, vendar je bila njegova pritožba zavrnjena. Številka 6. Keith Rainier, rojen v Brooklynu leta 1960, očetu iz oglaševalske branže in materi plesalki družabnih plesov, ni sledil stopinjam nobenega od njiju. Potem, ko se je družina preselila v Suffern v New Yorku, je Keith Rainier blestel v znanosti in matematiki ter nadaljeval visokošolsko izobraževanje. Po končani fakulteti je Keith Rainier začel delati kot računalniški programer in svetovalec, preden je ustanovil svoje podjetje z imenom Consumer Byline. Ko so regulatorji preiskovali to podjetje, so ugotovili, da gre za piramidno shemo in Keith Rainier je moral plačati kazen. 8 let kasneje, leta 1998, je Keith Rainier ustanovil Executive Success Programs, ki je kasneje postal znan kot Nexia, podjetje, ki so ga kasneje povezovali z nasilnimi kaznivimi dejanji. Program se je začel kot samopomoč in izvršni coaching, vendar je hitro postal nekaj veliko bolj zaskrbljujočega. Znotraj podjetja je obstajala podskupina, znana kot Dominus Obsequius Sororium ali DOS, skrivni kult, v katerem se je Keith Rainier pretvarjal, da je guru za samopomoč in se imenoval Vanguard. Tisti, ki so se nič hudega sluteč pridružili podjetju, so bili manipulirani in nadzorovani strani Keitha Rainierja, ter so na koncu postali del njegovih privržencev. Tajna družba je vodila označevanje žensk, pri čemer je guru užigal svoje začetnice na njihova telesa. Prav to dejanje samo po sebi je še dodatno poudarilo nevarnosti takšnih kultnih organizacij. Zloraba moči, manipulacija in zlorabe so bile skrite pod krinko osebnostne rasti, a nihče si ni predstavljal, v kakšne grozote se spuščajo. Poleg nenavadne zahteve po žigosanju so bile ženske prisiljene tudi v snemanje lažnih priznanj in predajo razgaljenih slik organizacij, ki bi jih lahko uporabili za izsiljevanje, če bi se odločile postati žvižgačice. V naslednjih nekaj letih so bile ženske različnih starosti zvabljene v kult, mnoge med njimi so bile žrtve trgovine z ljudmi in prisiljene izvajati dejanja, ki jih je zahteval Vanguard. Fizične in psihološke kazni so prevladovale v kultu, običajno so jih izvajali nad tistimi, ki so se upirali. Od leta 1998 do 2017 so se Rainierjeva kazniva dejanja nadaljevala, dokler več žrtev in nekdanjih članov ni končno razkrilo skrivnosti. Takoj so začeli preiskavo in tistega leta so preiskovalni novinarji poročali o obstoju DOS ter izpostavili grozodejstva, ki so se dogajala znotraj. Članki so govorili o žigosanju, prisilnih dietah in suženjstvu.
Po javnem ogorčenju so uradno začeli kazensko preiskavo proti družbi Nexia in Rainierju. Sprva je guru zanikal takšne obtožbe in mu je uspelo pobegniti v Mehiko, s čimer je oviral preiskavo. Vendar so ga oblasti uspele izslediti in marca 2018 so ga končno prijeli. Nadaljnja preiskava, ki je temeljila na pričevanjih žrtev in nekdanjih članov, bi privedla do resnih obtožb proti Rainierju. Obtožbe vložene proti njemu so vključevale trgovino z ljudmi, poskus trgovine z ljudmi, zaroto za trgovino z ljudmi, izvajanje organiziranega kriminala, zaroto za izvajanje organiziranega kriminala, zaroto za elektronsko goljufijo in zaroto za prisilno delo. Do junija naslednjega leta je bil Rainier spoznan za krivega po vseh točkah obtožnice. Podrobnosti, razkrite na sojenju, pa so primer naredile še bolj grozljiv. Obsojen je bil na dosmrtni zapor in nikoli več ne bo prišel na prostost. Številka 5. Leta 1980 je bil sopredvodja skupine The Beatles, John Lennon, umorjen pred svojo stanovanjsko stavbo na Manhattanu 8. decembra. Napadalec Mark David Chapman je iz zasede napadel Lennona in njegovo ženo Yoko Ono, ko sta se vračala domov. Chapman, ki je Lennona srečal že prej tisti dan, da bi dobil avtogram na njegov album Double Fantasy, je izstrelil iz revolverja kalibra 38 Special in Lennona zadel 4-krat. Chapman ni pobegnil, ampak je sedel v bližini in bral varuha v rži. Policija je hitro prispela, aretirala Chapmana in Lennona, odpeljala v bolnišnico Roosevelt, kjer so ga ob 23:15 razglasili za mrtvega. Chapman, nekdanji varnostnik Savajev, je bil obseden z Beatli, še posebej z Lennonom. Postal je nestabilen in obseden z romanom Varuh v rži, v katerem se je poistovetil z glavnim likom, Holdenom Caulfieldom, lovcem na lažnivce, ki je sovražil hinavščino. Chapman je začel sestavljati seznam ljudi, ki jih je želel odstraniti, vključno z Lennonom. Dal je odpoved, kupil pištolo in odpotoval v New York. Po začetnem oklevanju se je 6. decembra vrnil, da izvede zločin, ki ga je načrtoval več mesecev. Nadaljnja preiskava je razkrila, da je Chapman iskal slavo s tem, da bi ubil Lennona in mu je zameril zaradi domnevnega hinavstva. Zlasti Lennonovo izjavo, da so Beatlesi bolj priljubljeni kot Jezus, za katero je Chapman menil, da je njegova pesem God postavljena laž. In razkošen življenjski slog, ki se je zdel nasprotju z besedilom pesmi Imagine, kot je na primer verz Imagine no possessions. Kljub možni diagnozi skizofrenije je Chapman junija 1991 priznal krivdo za umor 2. stopnje in trdil, da izpolnjuje Gospodovo voljo. Prijel je kazen 20 let zapora. Upravičen do pogojnega izpusta od leta 2000, je bil izpust zavrnjen že 14-krat, naslednja obravnava pa ga čaka leta 2027. Številka 4. Bilo je leta 1987, ko so v Tunbridge Wellsu v Kentu našli 2 trupli. Žrtvi sta bili 25-letna Wendy Nau in 20-letna Carolyn Pierce. Bili sta žrtvi 2 ločenih napadov, umorjeni strani neznanega napadalca, ki je ostal neimenovan več desetletij. Umora Nellove in Pierceve sta ostala nekaznovana, skupnost pa je bila v šoku in ni mogla razumeti tako groznega dejanja, storjenega nad 2 nedolžnima osebama. Zaradi pomanjkanja napredne tehnologije so bili vzorci DNK vzeti na kraju dogodka preprosto shranjeni, v upanju, da jih bodo nekoč povezali s storilcem. Šele leta 2020 je bil norec razkrit svetu, vendar ne prej, preden so nova grozodejstva še bolj izrisala njegovo podobo in mu prislužila ime Pošast iz mrtvašnice. Leta 2007 je pregled nerešenega primera pokazal, da se DNK storilca ujema na obeh prizoriščih zločina. To je nakazovalo, da sta bila oba ločena napada v resnici povezana z enim napadalcem. Kljub temu preboju pa oseba, ki je pripadal omenjeni DNK, ni bil znan vse do leta 2020. Ko je bila sprožena nova preiskava več kot 30 let starega primera, je bil moški, ki je stal za vsem tem, končno razkrit. Decembra 2020 so 67-letnega Davida Fullerja uklenili v lisice in ga odpeljali v zaporniško celico. Ni trajalo dolgo, da so ga identificirali kot zločinca, ki je leta 1987 vzel življenje 2 ženskama. Takrat tega nihče ni vedel, a ta primer je postal še veliko bolj vznemirjajoč. Fuller ni ubil le teh žensk, ampak je bil odgovoren tudi za več drugih grozljivih zločinov, ki jih je zagrešil v obdobju 12 let in jih posnel. Posnetki pa so bili kasneje uporabljeni proti njemu na sojenju. Tistih 12 let je Fuller delal kot električar v 2 različnih bolnišnicah, Kent in Sussex Hospital, ki se nahajata v Tunbridge Wellsu, ter v sami bolnišnici Tunbridge Wells.
V obeh teh bolnišnicah je dobil kartico za popoln dostop, ki mu je omogočala vstop v katerokoli območje, tudi v mrtvašnico. Mrtvašnica bi postala prizorišče zločina, ker bi Fuller zagrešil naslednjih 101 zločin nad ženskami, ki so pristale tam, in nobena starostna skupina ni bila izvzeta. Moteni bolnišnični elektročar se je premikal od trupla do trupla, žrtev, ki so podlegle nesrečam v operacijski sobi ali na oddelkih za neozdravljive, jih napadal in povzročal neizrekljivo grozo za zaprtimi vrati hladilnikov. V sobi za obdukcijo ni bilo varnostnih kamer, da bi ohranili dostojanstvo pacientov. Vsaj takšen je bil namen. Na srečo ni bilo potrebe po posnetkih nadzornih kamer, da bi Fullera obsodili za njegova kazniva dejanja, saj je bil trdi disk njegovega računalnika doma v Heathfieldu več kot dovoljšen dokaz. 818,051 slik in 540 videoposnetkov je razkrilo obseg njegovega zlorabljanja ter njegovo nepopustljivo zanimanje za zlorabljanje in pobijanje žensk. Pošast iz mrtvašnice, star 71 let, zdaj sedi v celici skupaj z Michaelom Stonem in Wayneom Cousinsom in nobeden od njih nikoli več ne bo ugledal dnevne svetlove. Številka 3. Na mirno ponedeljkovo jutro, tik pred 10. uro maja 2023, so bili reševalci poklicani na pretresljiv prizor v Daltonu. Ob prihodu sta dve trupli, ki sta utrpeli več poškodb, negibno ležali v hiši. Identifikacija para ni vzela veliko časa. Bila sta 25-letni Stephen Harnett in 27-letna Katie Higdon par, ki je pred kratkim začel hoditi. Na posestvu so bili tudi 4 Katini otroci, ki niso bili priča zločinu, so ga pa verjetno slišali, medtem ko so se v strahu skrivali. Ker niso imeli takojšnjih osumljencev, je policija prosila za informacije v upanju, da se bo kdo oglasil. Obdukcije so razkrile grozljiv in pogumen boj, ki so ga žrtve izbojevale. Katie je utrpela 99 ran po telesu, več kot 20 jih je bilo usmerjenih v njen obraz, vsaka je bila povzročena z ostrim orožjem. Steven je utrpel 24 ran in bil prepuščen, da jim podleže skupaj s svojo partnerko. Menilo je več dni, preden je policija končno našla morebitnega osumljenca in ga pridržala, medtem ko je sledila preiskava. Ko se je primer razpletal, se je razkril grozljiv, blazovit dvojni umor. Detektivovo pozornost je pritegnil Katzin bivši fant. 35-letni Marcus Osborne je imel zgodovino družinskega nasilja, še posebej svojo prvo žrtvijo. Le nekaj dni pred umori je bil izpuščen na varščino. Najbolj zaskrbljujoče pri vsem tem je bilo, da je žrtev policiji povedala, je Osborne grozil, da ji bo vzel življenje. In tistega dne, ravno ko se je vračala domov z zmenka v kinu, se je zgodilo prav to. Neusmiljeni napadalec se je nasilno prebil v hišo v Huddersfieldu, napadel Katie in ji vzel življenje. Nato je uporabil njen telefon in Snapchat račun, da je na kraj dogodka zvabil svojo naslednjo žrtev. Stephen je bil presenečen in v le nekaj sekundah ubit. Domnevno je nato Osborne izjavil, da lahko Romeo in Julia zdaj skupaj umreta. Jasno je bilo, da ga je prevzela neobvladljiva ljubosumnost. Po obeh napadih je nato ugrabil še eno žensko in jo pripeljal v isto hišo, kjer jo je napadel in jo preostanek večera držal pod grožnjo z nožem. Nenavadno je, da je celo poskušal povabiti sosede, naj si ogledajo trupla. Ni jasno, ali je kdo od njih sprejel njegovo ponudbo. Ugotovljeno je bilo, da ima Osborne še več drugih obsodb za nasilna kazniva dejanja nad dvema drugima bivšima partnerkama. Marca 2024 je priznal krivdo za 2 obtožbi za umor prve stopnje, eno za napad in eno za nezakonito pridržanje. Sojenje je potekalo na Kronskem sodišču v Leedsu, kjer je prejel dosmrtno kazen brez možnosti izpusta izza rešetk, ki zdaj zadržujejo njegovo neobvladljivo nasilje. Številka 2. Med polnočno projekcijo filma Vitez teme Vzpon 20. julija 2012 v kinematografu Century 16 Multiplex v Aurori v Coloradu je 24-letni James Holmes vstopil v dvorano številka 9 skozi izhod v sili. 30 minut po začetku filma je zamaskirani napadalec, oblečen v zaščitno opremo, vrgel dimne granate, da bi zmanjšal vidljivost, nato pa začel streljati. Z več orožij, vključno z Remingtonom 870 kalibra 12, Smith Wessonom M&P 15 in Glockom 22 kalibra 0,40. Napad je povzročil izstrelitev 76 nabojev, pri čemer je umrlo 12 gledalcev filma, 70 drugih pa je bilo hudo ranjenih.
Osupeli policisti so Holmesa prijeli na kraju dogodka, ker je domnevno trdil, da je Joker in opozoril na pasti v svojem stanovanju. Kasneje so pirotehnične enote našle veliko zalogo eksplozivnih naprav, povezanih s sprožilnimi žicami, ki bi v primeru sprožitve uničile stanovanje in sosednja stanovanja. V 60 dneh predtem je Holmes kupil 4 strelna orožja in 6000 nabojev, kar poudarja vnaprej načrtovano naravo zločina. Po dveletni preiskavi in sojenju, ki se je končalo 7. avgusta 2015, se je Holmes izognil smrtni kazni, ker porota ni dosegla soglasne odločitve. Namesto tega je prejel 12 dosmrtnih kazni in še 3318 let zapora brez možnosti pogojnega izpusta za dogodek, ki je bil takrat obravnavan kot najbolj smrtonosen primer uporabe strelnega orožja v ZDA. Številka 1. Joanne Denny, ki je odraščala v Harpendenu in si je želela postati odvetnica, je kot najstnica začela izpuščati šolo in zlorabljati droge, nato pa je pobegnila s starejšim moškim, Johnom Trainerjem, s katerim je imela otroke v Milton Keynesu. Juno razmerje je postalo burno zaradi njenih številnih afer, pogostih odsotnosti in naraščajočega nasilja, vključno s tem, da je nosila bodalo in izražala željo po ubijanju. Trainer je leta 2009 pobegnil z njunimi otroki, kar je pripeljalo do tega, da se je Dennyjeva zapletla s kazenskim pravosodjem in sistemom duševnega zdravja. Leta 2012 so pri Dennyjevi diagnosticirali antisocialno osebnostno motnjo in druge psihiatrične motnje, zaradi česar je postala nasilna in nepredvidljiva. V 10-dnevnem morilskem pohodu od 19. do 29. marca 2013 je v Peterborough do smrti zabodla 3 moške. Nepremičninski razvijalec Kevin Lee, s katerim je bila v romantičnem razmerju, poljski državljan Lukas Slaboševski in njen sostanovalec John Chapman. Poimenovali so jo morilka iz jarka, je bila Denny aretirana 2. aprila 2013 in novembra istega leta spoznana za krivo. Poleg 3 umorov se je soočila z 2 obtožbama poskusa umora, ker je naključno napadla 2 moška v Herfordu, zločine, ki jih je opisala kot mamljive in zabavne. Priznala je krivdo za vse obtožbe in priznala, da je ciljala izključno na moške, ter naj bi nameravala končati življenje vsaj 9 zaradi zabave. Kljub njenim duševnim motnjam je bila Denny na sodišču Old Bailey obsojena na dosmrtni zapor brez možnosti izpusta, s čimer je postala 3. ženska v Združenem kraljestvu, ki je prejela takšno kazen. Trenutno je zaprta v zaporu Low Newton. Najlepše hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.